Lepo pozdravljeni. Moje ime je Tanja in vam v današnji predstavitvi povedala nekaj več o visokih šotnih barjih, njihovih ekoloških posebnostih, naravovarstvenem pomenu, in aktivnostih, ki bodo potekale na Pokljuških barjih v okviru projekta Vrh Julijcev. Kaj so sploh barja? Barje je tip mokrišča s plitvo površinsko vodo ali visoko podtalnico. Tla so občasno ali stalno prekrita z vodo. Tako kot ostala mokrišča imajo tudi barje vmesni značaj med vodnimi in kopenskimi ekosistemi. Na visokih barjih zaradi posebnih razmer, kakšne so te razmere, bom povedala v nadaljevanju, nastaja šota. Šota je snov rastlinskega izvora, ki jo tvorijo delno razkrojene barjanske rastline. Nastaja pa ob visoki vlažnosti in anaerobnih pogojih, torej brez prisotnosti kisika. Na tem mestu bi omenila še nizka barja, ki jih tudi najdemo v Sloveniji, ampak ta so nekoliko drugačna in o tem danes ne bo govora. Visoka barja so zelo značilna za severne države, kot so Velika Britanija, Irska, skandinavske države. V Sloveniji pa so razmeroma redka. Še dobro ohranjena se nahajajo na Jelovici, na Pokljuki, na Pohorju, Olševi, v nižinah pa na Ljubljanskem barju in v gričevju ljubljanske okolice. Gre za majhne površine in po zadnjih raziskavah je v Sloveniji ostalo le še okoli 20 visokih barjih v skupni površini 150 hektarov. Visoka barja v Sloveniji pa imajo tudi eno posebnost, to je, da so najbolj južno ležeča barja v Evropi. V Triglavskem narodnem parku barja najdemo na Pokljuki. Pojavljajo se kot mali otočki v bolj ali manj strnjeni gozdni površini. Zaradi specifičnih ekoloških razmer pa posredno in tudi neposredno veliko prispevajo k biotski pestrosti celotnega prostora, v katerem se nahajajo. Njihov prispevek pestrosti je lahko v ekosistemskem, vrstnem in pa tudi genetskem smislu. So tudi habitat in zadnje zatočišče rastlin, ki so se v našem prostoru obdržale iz hladnejših obdobij zemeljske zgodovine. Vegetacija visokih barj ima zaradi njihove posebnosti, redkosti, ogroženosti in lege na robu areala razširjenosti velik naravovarstveni pomen. Barja, poraščena s to vegetacijo, so zato uvrščena v evropski prednostni habitatni tip, aktivna visoka barja. Zato je tudi celotno območje barj na Pokljuki vključeno v evropsko omrežje Natura 2000. Visoka barja so nastala iz nekdanjih ledeniških jezerc, ki jih je dolbil ledenik in se nato napolnila z glino. Na Pokljuki se je proces pričel po zadnji ledeni dobi, to je približno pred 10.000 leti. Plitvo jezerce se je pričelo zaraščati z vodnimi rastlinami, ki so tam tudi odmirale, in jezero se je začelo počasi polniti z organskim materialom. Material se je nalagal, ampak se zaradi anaerobnih pogojev ni razkrajal. Tako so začele nastajati plasti šote. Ko so se ekološki pogoji toliko spremenili, so površino pričele preraščati tudi barjanske vrste. Površina se še vedno dviguje in danes so vsa šotna barja nekoliko dvignjena nad okolico, in od tod tudi ime visoko barje. No, na tej sliki vidimo prerez barja, to se pravi debele plasti šote, ki so na nekaterih mestih
debele tudi po več metrov, vegetacijo na površini, na dvignjeni površini ter lužice in okna, ki nastajajo pa zaradi erozijskih procesov. Površje visokega barja, ki je dvignjeno nad okolico, je s tem odmaknjeno od nivoja podtalnice. Zaradi tega je vodni režim na barju odvisen predvsem od padavin. V padavinski vodi pa je malo mineralnih snovi, zato je tudi barje revno z minerali. Če povzamemo vse dejavnike na visokem barju, vidimo, da je to zelo ekstremen življenjski prostor. Zaradi odprte površine imamo na barju zelo velika temperaturna nihanja. Podnevi se lahko barje segreje tudi do 40 stopinj Celzija, ponoči pa pade lahko tudi pod nič. Na barju imamo tudi veliko sončnega sevanja. Tla so lahko zelo namočena, v poletnih mesecih pa tudi zelo osušena. pH tal je kisel, primanjkuje pa tudi hranil. To se pravi, če povzamemo, na barju vladajo zelo ekstremno težki pogoji za življenje. To pomeni, da je na barju nizka biotska pestrost, imamo malo vrst, ki so pa visoko prilagojene. Če pogledamo takole barje z zraka, vidimo, da je površina zelo razgibana. Polna je miniaturnih hribčkov in dolinic in tudi odprtih vodnih površin oziroma malih jezerc. Če pa pogledamo nekoliko od bliže, pa lahko vidimo, da je barje kot življenjski prostor primeren predvsem za vodoljubne in vlagoljubne rastline, med katerimi so pa najpomembnejši šotni mahovi iz rodu Sphagnum. Na osrednjem delu visokih barij pokrivajo šotni mahovi skoraj celotno površino z bolj ali manj debelo preprogo. Poznamo več vrst šotnih mahov, ki jih s prostim očesom težko razlikujemo. Nekatere vrste uspevajo na bolj vlažnih predelih, to se pravi bolj pri lužicah, druge bolj na sušnih, to se pravi na bolj dvignjenih predelih. Ti mahovi imajo 3 posebnosti. Prva je ta, da na vrhu neprestano rastejo, spodaj pa odmirajo, pri čemer se zaradi posebnih razmer v podlagi, to je brez kisika, odmrli deli ne pretvarjajo v humus, ampak iz njih nastaja šota. Tako tudi šotni mahovi prispevajo k dvigovanju barja. Druga je pa ta, da lahko preživijo popolno izsušitev, ki je pogosta predvsem v poletnih mesecih na površini barja. To jim omogočajo posebne celice, ki imajo dobljeno steno, ki tudi ob izgubi vode ne propadejo in se ob naslednjem deževju spet lahko napolnijo z vodo. Zadnja posebnost pa je ta, da za sprejemanje nekaterih mineralov, ki jih potrebujejo za življenje, preko ionske izmenjave oddajajo kisline, ki zakisujejo njihovo okolico. Tukaj vidimo na sliki eno vrsto šotnega mahu, ki ima na vrhu razbite sporofite, to se pravi, to so organi za proizvodnjo spor, s katerimi se mahovi razmnožujejo. Med lesnimi vrstami sta najpogostejši vrsti rušje in smreka, ki sta se pa na barje naselili iz bližnje okolice. Vendar so pa rastline, ki uspevajo na barju, zaradi neugodnih razmer za rast pogosto zelo pritlikave. Na robu barji je hranil še dovolj, to ni tako opazno, proti sredini barja pa postane zelo očitno. Nadvse pogosta vrsta na barju je tudi nožičavi munec, ki raste takole v šopih.
spada pa v rod stričevk. Listi munca so podobni travam, ampak glavice, na katerih se nahaja seme, pa so prekrite z bombažu podobnimi koprenami, tako da je zamenjava s travami skoraj nemogoča. Naslednja značilna skupina barjanskih rastlin so vresnice. To so pritlikavi grmički, ki imajo bolj ali manj usnjene, usnjate liste. V njihove korenine prodirajo hife gliv, s katerimi živijo v simbiozi. In ta pojav, ki ga imenujemo mikoriza, omogoča glivam in rastlinam preživetje na teh revnih barjanskih tleh. Na Pokljuških barjih raste 7 vrst vresnic in tukaj na sliki vidimo 3. To je brusnica, dlakava mahovnica in pa rožmarinka. Druga zelo zanimiva skupina rastlin na Barju so pa mesojedke. To so pa rastline, ki pridobijo del hranilnih snovi iz ujetih živali. Ponavadi so to zelo drobne žuželke. Na sliki vidimo okroglolistno rosiko, ki lovi na lepljive kapljice na listih. Te kapljice oddajajo ene posebne snovi, v bistvu dišijo in privabljajo žuželke. In ko se le-ta usede na list, se prilepi. In ko se skuša rešiti pasti, se dotakne še drugih izrastkov in tako se še bolj prilepi na list. Razdraženi izrastki se pa tudi sami ukrivijo proti sredini lista in ovijejo žuželko. Rastlina potem izloči prebavne sokove, ki razgradijo žuželko, posebne dlačice pa posrkajo hranilne snovi. Poleg rosike, okroglolistne rosike, na Pokljuških barjih uspevajo še 2 mesojedki, to sta pa masnica in mešinka. Prva ima tudi lepljive liste, druga pa lovi na osnovi vakuuma v vodnih očescih. Za Barje so značilne tudi različne vrste šašev. To so tudi nekoliko travam podobne rastline, ampak če jih dobro pogledamo, vidimo, da to niso trave. In na sliki vidimo malocvetni šaš. Na naslednji sliki pa vidimo barjanski blatec, to je iz družine lisičjakov. In pa ta blatec pa pogosto prerašča erodirane površine. Če zdaj preidemo tudi malo na živalski svet, na živalske vrste. Od živalskih vrst na Barju najdemo take, ki lahko živijo tudi v drugih mogriščih, lahko v gozdovih ali tudi na travnikih. Tako lahko na Barju opazimo gade, živorodne kuščarice, rovke, srne, planinske zajce, tudi jelene včasih, ki prihajajo na pašo. Zelo pogoste pa so dvoživke, ki pa takole mrestijo v vodnih lužicah na Barju. Sicer je stanje v živalstvu na Barju precej pomanjkljivo. V bistvu znanje je pomanjkljivo, vendar vemo, da je tudi nekaj živali, ki so vezane na Barje, to je nekaj vrst kačjih pastirjev, stenic, vodnih hroščev in metuljev. Na sliki vidimo barjanskega lesketnika. Torej, Visoka barja imajo res izjemen naravovarstveni pomen, saj so, kot smo videli, zelo posebna, redka in kot rečeno že dosegajo v Sloveniji najbolj južno mejo
razširjenosti v Evropi. Kot rečeno, so bila na celotnem evropskem prostoru uvrščena med prednostne habitatne tipe, za katere je predvidena posebna naravovarstvena skrb. Torej, kot ste videli, na visokih barjih rastejo številne vrste, prilagojene specifičnim razmeram. Zaradi ogroženosti njihovih habitatov so posredno lahko ogroženi tudi vsi organizmi, posebej pa tisti, ki so ozko vezani na visokobarjanske ekosisteme. Številne visokobarjanske vrste so zato zavarovane, med njimi so vse vrste šotnih mahov. Potencialno so lahko vsa barja tudi ogrožena. Spremembe barjanskih ekosistemov lahko neposredno nastanejo zaradi človekovih dejavnosti, kot so izsuševanje, izkoriščanje šote, gozdno-gospodarske dejavnosti, paša živine, gradnja infrastrukture, rekreacija, turizem in tako dalje. Spremembe na barjih so lahko tudi posledica spontanega razvoja, to se pravi naravne sukcesije barja, ki gre iz bolj vlažnega v bolj sušno. Lahko je tudi zaraščanje. V zadnjih letih so opazni tudi vplivi podnebnih sprememb. To so spremembe v padavinskem režimu, višanje temperatur zraka in intenzivnejše izhlapevanje, torej privedejo do sprememb nivoja podtalnice, manjše količine vode v šoti in nižji nivo talne vode. To pa povzroči postopno izsuševanje šotnih dal in degradacijo šotnih plasti. Na Pokljuki bomo v okviru projekta Vrh Jutlicev reševali vpliv prometa na barje in obiskovanja. Poleg tega bomo tudi odkupili nekatere dele, ki so v zasebni lasti. Postavili bomo pa tudi stalne ploske za sledenje ekološkim in vegetacijskim spremembam na barju. Za potrebe obiskovanja in izobraževanja je bila že pred leti postavljena na barju Bogorelje kučna pot, ki bo letos prenovljena in nadgrajena. To barje je bilo že na nek način že žrtvovano za te potrebe, medtem ko na drugih barjih z vzpostavitvijo mirnih con bo pa izključena vsa raba. Torej, vabljeni torej na prenovljeno pot in vodenje v okviru festivala cvetja, ki bo v letošnjem letu virtualno in ga pripravljamo za drugo polovico junija, ko bo na barjih tudi že kaj videti. Torej, zahvaljujem se za pozornost in kmalu nasvidenje.